Danes je spet napočil en tistih dni, ko zunaj močno sneži, jaz pa imam na urniku neodložljiv opravek, pot do Münchna z avtomobilom. In kot da prečkanje Alp v teh zimskih razmerah ne bi bil že sam po sebi dovolj velik izziv, grem jaz na pot z električnim avtomobilom. Čeprav je to en najbolj naprednih električnih avtomobilov ta hip, ki ima po WLTP deklariran doseg kar 520 km, si seveda ne delam utvar, da bom to pot lahko opravil v enem kosu, brez vmesnega polnjenja. Se pravi, rezultat je že zdaj tukaj v Ljubljani znan. Ampak dajmo preveriti in izmeriti, kako bo vse skupaj šlo v detajle. Da bo budilko treba nastaviti na povsem nečloveško uro, je bilo povsem jasno že večer prej. Ampak po Gorenjski je šlo povsem enostavno, naše avtoceste so bile tisto jutro vzorno splužene. Ekstra minute smo začeli nabirati na drugi strani tiste 7864 metrov dolge cevi skozi karavanško skalno gmoto. V Avstriji je bila situacija res povsem drugačna. Ampak zamuda v München ni bila povezana samo s snegom. Pot smo načrtovali s pomočjo aplikacije A Better Route Planner. Gre za načrtovalca poti, ki pot načrtuje glede na zbrane podatke o dejanski rabi električnih vozil, torej ne na podlagi izkrivljenih podatkov WLTP protokola. Ta je, kot kaže pri električnih vozilih, še veliko bolj skregan z realnostjo, kot je bil v dobi pred afero Dieselgate. In omenjena aplikacija je tokrat izračunala, da bo EV6 za to pot potreboval 2 kratka postanka s polnjenjem. Prvega na Gmundu, po slovensko Sovodnju pri Špitalu ob Dravi. In kaj je bila naša prva misel, ko smo se tja pripeljali? Očitno res še nismo zapustili pionirske faze elektromobilnosti. Namreč danes so ta polnilna mesta povsem nesplužena, povsem zasnežena, čeprav bencinske črpalke za bencin in dizel deluje nemoteno. Kolegu med snemanjem mojega raporta še ni uspelo doseči, da bi elektrika v Kio začela pretakati. Kaj je bil razlog? Aplikacija na telefonu se kar ni želela sporazumeti s polnilnico. Po številnih poskusih smo srečo poskusili na sosednjem polnilnem mestu in tam je zadeva šla skozi. Hitrost polnjenja pa ni bila niti približno tako zadovoljiva, kot pravijo marketinške obljube. Dobrih 100 kWh. Nič ne de, gremo na toplo. A kaj, ko smo potovali v času avstrijskega lockdowna, zato nam je ustrežljiva gospodična v trgovini prodajala sendviče in skuhala kavo, nato pa rekla, da moramo ven, sicer bomo plačali kazen. Torej smo drobili po sedežih, zunaj je bilo premrzlo. Prvotna ideja je, da se bom vozil z uporabo prediktivnega tempomata. To je seveda tisti aktivni tempomat, ki se zna samodejno prilagajati prometnim hitrostnim omejitvam. No, ta ideja se je seveda razblinila že takoj na začetku poti. Namreč sneg je prekril vse senzorje in danes je vožnja povsem manualna. Če dosegamo danes v teh snežnih razmerah hitrosti 100 km/h, smo pravzaprav že veseli. Večinoma so hitrosti bistveno nižje in za nami je tudi že prvi prometni zastoj. 1 uro smo namreč stali pred enim od predorov tukaj na avstrijski strani. Pred predorom je pisalo na tabli samo, da je na cesti sneg. No, postanek na avstrijskem Koroškem je bil vsekakor bistveno daljši od 22 minut, kolikor je izračunala aplikacija. Seveda se je takrat zazdelo smiselno javiti v München, da ne bomo prispeli pravočasno. Če se za vmesno poročilo, smo že v Nemčiji, tukaj bi se lahko vozili tudi z najvišjo možno hitrostjo. Poraba goriva je bila po Avstriji okoli 20 kWh na 100 km, no zdaj tukaj v Nemčiji že počasi dvigujem, zdaj smo na 23 kWh in pol. Vsekakor pa to pomeni, da do Münchna ne bomo uspeli priti brez še enega polnjenja. To polnjenje bo verjetno lahko dokaj kratko, ampak koliko bo pa v resnici kratko, je pa seveda odvisno tudi, kako dobro, kako zanesljivo bodo delovale Ionitijeve polnilnice. Hitrosti polnjenja so bile tudi na drugem postajališču okoli 100 kWh, ampak roka na srce, v večini primerov to vendarle pomeni, da bomo avto napolnili hitreje kot pa naše želodce in se nasploh dovolj ofrišali za nadaljno varno vožnjo. Ampak potegnjeno pod črto je vendarle res, da je bila ta pot prava odisejada. Vzela je skoraj 9 ur, torej še enkrat več kot običajno. Žal pa ni bil za vse kriv avstrijski sneg.
Kar zbode v oči je dejstvo, da so bili stroški energije za polnjenje Kie bistveno višji, kot bi bili z benzinskim motorjem. Namreč samo polnjenja na Ionitijevih hitrih polnilnicah v München in nazaj so stala 124 evrov. Pred meseci sem recimo za isto pot z bencinsko gnani SUV-jem za benzin odštel 66 evrov. In naj spomnimo, da lastniki avtomobilov znamk, ki so partnerji projekta Ionity, lahko na teh hitrih polnilnicah polnijo po znižani ceni. Ampak nižja cena kilovatne ure je vezana na mesečno naročnino, cene naročnine pa zelo variirajo od slabih 5 pa do 13 ali celo 18 evrov na mesec. Naročnina je torej smiselna predvsem za redne popotnike. Kakšen nauk lahko potegnemo iz te poti? No, kot družba se bomo zagotovo morali dogovoriti še veliko povsem neavtomobilskih podrobnosti, če bomo hoteli, da bo elektromobilnost zaživela. Ja, res je, povsem neavtomobilske debate nas čakajo. Ampak je bila pa vožnja udobna in prijetna. EV6 je namreč eden najboljših primerov aktualne elektromobilnosti. Tu ni dvoma. Zato predlagamo, naj bo test Kie EV6 vaš naslednji klik.